Kaj od tega lahko implementiramo doma? Kaj od doma lahko implementiramo tukaj? Ali pa zdaj pa tole delam, kar ne bi bilo laganje, ja pol ne vem, pol Žižek skozi laže, ali kaj skozi to dela. Če delaš 20 let neko stvar, je to pač del tebe, in tudi ko gledaš, pa aktivno ne opazuješ, boš nekaj videl. Ja. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove recepte in talente za uspeh. Z mano je danes ena zelo posebna posameznica, ki ima res zelo zanimiv poklic. Tako da lepo pozdravljena, Bernarda. Hvala za povabilo, sem z veseljem tukaj. Preden greva v vprašanja, da te spravimo malo v zadrego, se hecam, bi te jaz našim poslušalcem predstavil. In res, ker sem takrat prvič se spoznal, ker sem imela pogovor na združenju Manager zajtrk zame in ker sem malo šel v drobovje, kaj počneš, je bilo tako, wow, res, kapo dol, noro. V glavnem, greva čez, se pravi, Bernarda Škrabar Damjanović, si CEO Detektivske varnostne agencije, se pravi, imaš svoje podjetje, si predsednica strokovnega sveta Inštituta za varnost in strateške raziskave, si magistra in pa doktorantka varstoslovja, si predavateljica na fakulteti za varnostne vede, prav tako občasno predavaš o detektivskih dejavnosti tudi na filozofski fakulteti, certificirana mednarodna preiskovalka in detektivka zadnjih 19 let, si tudi članica izvršnega odbora Council of International Investigators, CII v ZDA, a je to CIA, CII? CII, ni CIA. Ja. Si častna dekanja detektivske šole v Bukarešti in vodja programa za globalno izmenjavo preiskovalcev in pionirk na področju detektivske dejavnosti. In pa si mednarodno priznana strokovnjakinja na področju gospodarske obveščevalne in preiskovalne dejavnosti. Tako da, wow. Pa še nadaljujem, še mal. Si ena izmed 15 detektivk v Sloveniji. Bila si tudi govorka na TEDxu, tako da veliko enih nazivov, veliko enih klobukov, res wow. Ja, mislim, zdaj razumem, takole naštevaš sodelavce oziroma konkretno enega sodelavca imam v mislih, ki me vedno tako zafrkava. Kaj si spet umislila, kakšno funkcijo, kaj spet študiraš, na katera predavanja greš, a ti to rabiš, a rabiš en certifikat, ker me zafrkava v pisarni, In zadnjič je prinesel svoj certifikat oziroma potrdilo o tem, da je dobil neko priznanje v smučanju, v tekmovanju smučanja v osnovni šoli, pa bralno značko, tako da take stvari pol leptam v tistem delu pisarne, kaj sedim, ker prav to, vse te certifikate treba nekam dati. Hudo, se pravi, ni piramidni sistem, ampak moraš prinesti 2 certifikata. Tako je. Dejva se vtakniti, jaz zmeraj začnem z vprašanjem, če bi bila midva sošolca v gimnaziji, a si že takrat bila taka, da so te stvari zanimale, si rada raziskovala, si bila razredni zagovornik, če bila kakšna krivica, si reševala primere? Ja, pa pravzaprav ne v srednji šoli, ampak že v osnovni šoli. Prvi, drugi razred, pa tudi že prej v mali šoli. Sem imela vzgojiteljico, ki me je imela zelo rada v osnovni šoli, prvi, drugi razred, sem tudi imela tovarišico takrat še, ki me je imela najrajši v celem razredu, pa imam še zdaj kontakte z njo, že zelo gospa seveda v letih. In pa pol tudi seveda srednja šola sem bila radovedna, spraševala sem, tako ni me bilo strah vprašati in v srednji šoli in pol tudi na fakulteti. In tudi zaradi tega sem po mojem bila tukaj hitreje in tukaj bolj izpostavljena, da bi zdaj jaz to hote, ampak pa če to bila stvar spleta okoliščin. Sem pa imela neko, kako naj rečem, manjše število ljudi, s katerim sem se družila, še zdaj, ampak običajno smo bili to nekako istega kova, tako da smo radi vprašali, radi smo dvignali roko, preverjali stvari in pa tudi pomagali. Dej našim poslušalcem predstav, kako izgleda poklic detektivke. Vsi si malo predstavljamo, da je to tako kot v filmih, se pravi, si na terenu, pol prideš na nek crime scene, narediš red in pol rešiš tak nek primer.
Kar je meni največji benefit tega poklica je, da je vsak dan drugačen. Tako da človeku, ki me sprašuje, kaj je ta poklic, meni je to ful zanimiv, pa rečem, a imaš ti rajš, da je vsak dan isti, pa da točno veš za naprej, recimo, ker eni se ne znajdejo v tem, da se morajo hitro prilagajati. Enim je, da točno ve, kako se mu bo cel teden odvijal ali pa cel mesec. Tako da če je človek takega tipa kova, ta poklic definitivno ni za njega, ker jaz sicer imam vse v koledarju, ampak to ne pomeni, da se bo moj dan ali pa moj teden iztekel tako. Lahko da se bo čisto popolnoma drugače. In to je meni vedno bila draž in vedno me je to veselilno. In kar pomeni, da se lahko v enem danem trenutku vse obrne okrog. No. Ampak načeloma se pravi neke planirane dejavnosti, naj si bo to sestanki, seveda s strankami, poslovnimi partnerji, sodelavci tudi, kjer se koordinira samo delo. Tako da je z tega sestavljeno našo delo in pa potem tudi iz preiskav na terenu, se pravi, so to opazovanja, nadzori, kontrole, alkotesti, testi na prepovedane droge, preiskave kakšnih škodnih dogodkov, recimo za zavarovalnice, to je pa tisto operativno delo, ampak tudi to ni tako kot v filmih, ker zdaj, če si predstavljamo zunaj mrzlo ali pa poleti, ko je zunaj plus 30 stopinj, moraš ti biti v avtu, se voziti ali pa celo v ugasnjenem avtu nekje dolge ure sedeti, je to vse drugo kot nek adrenalinski film, kjer smo mi doma na kavču, jemo kokice, nekaj ful zanimivega, v eni uri bo tisto zadevo tam rešila. Ja, ne, lahko to traja cel teden ali še dlje in tudi ni nujno, da boš prišel do rezultata, katerega pričakuje ali pa želi stranka. Lahko boš rekel, ne vem, smo prišli pa do drugačnih zaključkov na terenu, ampak se pravim, to so lahko dolge ure dela, duhomornega dela, tudi iskanja nekih informacij po spletu, zbiranja, primerjanja nekega dokaznega gradiva, potem na koncu pisanja poročila, to vse drugo kot adrenalinski film. Kje je pa tista meja danes, koliko iti globok, da ni pol več poseganja v neko zasebnost, oziroma koliko si ti v vašem poklicu lahko dovoliš, glede, ne vem, snemanja, slikanja, takih stvari? Ja, tukaj je prva stvar zakonitost in sorazmernost tudi, se pravi, pri uporabi določenih upravičenj, ki jih imamo detektivi, ampak se pravi, zakonitost in to se pa presoja vsak primer posebej, ampak zagotovo to pomeni recimo pri nekem opazovanju, da se to lahko naredi iz javnega ali javno dostopnega mesta, ne sme pa to biti v nek prostor, kjer ima človek, ki se ga opazuje, upravičeno pričakovano zasebnost. Se pravi, ne si bo to v stanovanje noter, v hišo noter, na dvorišče, vkolikor je to ograja, ki bi jo človek mogel preplezati ali pa nekaj umakniti, da bi lahko to potem fotografiral. Ja. Zmeraj me zanima, ko dobim izjemne posameznike in posameznice, ki imaš toliko veliko različnih klobukov, od tega, se pravi, da imaš podjetje, si lastnica, direktorica, da si v raznih funkcijah, predsednica strokovnega sveta Inštituta za varnost in strateške raziskave, potem si bila izvoljena v izvršni odbor Council of International Investigators in tako naprej, Bukarešta, univerza. Kako si ti urejaš oziroma razporejaš svoj urnik, svoj dan? Kako se organiziraš? Je kakšna skrivnost? Bi sodelavci spet rekli, God bless him, da sem kraljica koledarja, definitivno, jaz imam vse v koledarju. In se pravi službene zadeve in privatne zadeve, ampak tako, kot sem rekla, to se lahko zelo hitro spremeni. Tako da to je pač moj sistem, ne samo dela, ampak tudi življenja, funkcioniranja. Je pa potrebno seveda, kako naj rečem, se vse truditi usklajevati poklicno, poslovno z privatnim, zato ker v preteklosti me je to pretirano delo, posel, kariera pripeljalo pač tudi do izgorelosti. Ker ni tistega ravnotežja, ampak več delaš, si v tej špuri noter, to te tako veseli, pač
moj attitude je, da me to res izjemno veseli in okrog tega je zgrajeno celo moje življenje. Ni to sam posel, prijem, pač grem iz službe, zaklenem pisarno in je decita, ne, ampak sem res stalno v tej špuri noter, stalno razmišljam o tem, stalno funkcioniram, ne pridem domov, si vzamem računalnik, razmišljam, kaj bi bilo še narediti na razvoju, ne samo podjetja, ampak tudi branže kot take. Kakšen članek bi še lahko napisal, ne vem, kaj v tujini, koga moram poklicati, koga moram kaj vprašati, ne. In je to res treba, vsej jaz tako sebe poznam, z leta v leto vedno boljše, da treba sam sebe naučiti krotiti s tem, ker če ne, to gre prek vseh meja. In tukaj se spet navežem na tega sodelavca, ki pravi, ok, ne rabiš tega. In da si tudi znam reči, a res rabim še iti na neko usposabljanje, nimam že tega dovolj, recimo, a res rabim še nek projekt, ne rabim ga, zato ker zdaj trenutno ne gre. Je pa težko meni kot osebi, ki sem radovedna, rada spoznavam nove ljudi, nove kraje, nove stvari in če bi mi rekel, joj Bernarda, veš, nek projekt, ne vem, leadership, pa to veš, ful dobro, bi nekaj zorganizirali, ne vem, dogodek v tujini ali tukaj, bi že začela razmišljati, ok, ne. Koga bomo povabili? Ja, ne, ja.